Ker se pri nas v laboratoriju ukvarjamo tudi s področjem prehranskih intoleranc in alergij, se na dnevni ravni srečujemo s pacienti, ki jih muči napihnjenost. Midva sta pred kratkim poskusila rastlinski način prehranjevanja in mene je zelo mučila napihnjenost. Zato sem se v to majhen bolj poglobila in danes vam bova predstavila ozadje napihnjenosti, se pravi, zakaj nastane in kako si lahko pomagamo sami. Živjo in dobrodošli nazaj na kanal diagnostičnega laboratorija Medicare Plus, kjer vam predstavljamo področje osebne laboratorijske diagnostike, na vsako nedeljo vas pa tudi probamo kaj novega naučiti. In da so napihnjenosti. To je eden izmed simptomov intolerance na hrano, se pa lahko prijavi tudi pri ljudeh, ki sicer nimajo težav s prehrano. Tiščanje in napihnjenost se pojavita predvsem v prebavilih, se pravi v tankem, debelem črevesju, lahko se pa razširi tudi na želodec. No in prvi vzrok za napihnjenost, če recimo nimate prehranskih intoleranc, je slabo prežvečena hrana. Se pravi, prekratek čas za malico, vedno se nam mudi, ne usedemo se dol med obrokom, hrano kar goltamo. A vam je to kaj znano? Napihnjenost lahko povzročajo tudi živila, ki jih uživamo, oziroma bolje rečeno skupine živil v naši prehrani. In v osnovi vsa hrana, ki jo uživamo, nekako izhaja iz živih organizmov, se pravi celic, ki gradijo živali in pa rastline. In je zato zgrajena iz beljakovin, ogljikovih hidratov in pa maščob. A mogoče veste, kateri sta dve edini neživi izjemi v hrani? Bravo, to sta voda in sol. No, zdaj pa poglejmo, kako poteka prebava teh osnovnih hranil in zakaj sploh pride do napihnjenosti. Glavni vir ogljikovih hidratov je škrob. No, ogljikovih hidratov pa ne najdemo le v kruhu, krompirju in testeninah. Prisotni so namreč tudi v zelenjavi, sadju, mleku, ogljikov hidrat pa je tudi sladkor. Malo teorije. Prebava ogljikovih hidratov se prične v ustih, kjer imamo en encim, ki se mu reče alfa-amilaza. In ta razgradi škrob na manj kompleksne ogljikove hidrate. Potem v želodcu nimamo prebave, se pa nadaljuje v tankem črevesju, kjer celice črevesa absorbirajo 3 enostavne hidrate, se pravi fruktozo, galaktozo in pa glukozo. In glukoza potuje po krvi do celic ali pa se skladišči v obliki glikogena v jetrih in pa maščobnem tkivu. Ja, prav ste slišali. Predvsem se redite zaradi ogljikovih hidratov. Napihnjenost pa se dostikrat pojavi tudi pri prebavi laktoze, kar je sladkor v mleku. Laktoza je sestavljen ogljikov hidrat, za njegovo razgradnjo pa potrebujemo encim, ki se mu reče laktaza. No, če encima laktaze nimamo, se pravi ali ga primanjkuje v mleku ali ga pa sami ne tvorimo dovolj, pridemo do laktozne intolerance. In od sadja nam lahko povzroča napihnjenost. Zakaj? Problematična je predvsem fruktoza. Fruktoza je spet sladkor, ki je prisoten v sadju. In tudi za razgradnjo fruktoze potrebujemo encim, reče se mu fruktaza. In če nam tega encima primanjkuje, potem lahko trpimo za fruktozno intoleranco. No, da nekatera zelenjava povzroča napihnjenost in vetrove, je vsem znano. Ampak zakaj? Problem je v celulozi. Naše telo namreč nima encima, da bi prebavilo ta ogljikov hidrat, zato jo mora na nek način izločiti. Celuloza predstavlja vlaknine, ki sodelujejo pri prebavi. Ampak kako sodelujejo pri prebavi, če smo ravnokar rekli, da naše telo ne more prebaviti celuloze? Celulozo mi z grizenjem mehansko poškodujemo, te manjši delci pa potem krepijo mišice tankega in debelega črevesja, kar spodbuja potovanje hrane proti izhodu. Poleg tega pa pri prebavi sodelujejo tudi nekatere črevesne bakterije, ki med tem proizvajajo pline, ki jih nato izločimo v obliki vetrov. In kadar zaužijemo veliko količino vlaknin, je tudi precej več napihnjenosti in posledično več vetrov. In zaradi vsega naštetega lahko napihnjenost in vetrove povzročajo večina živil, ki vsebuje ogljikove hidrate. Še posebej problematična pa so živila, ki vsebujejo rafinozo. Kaj je to? To je spet ogljikov hidrat. Najdemo ga v večjih količinah v fižolu, v manjših pa tudi v zelju, brstičnem ohrovtu, brokoliju in tako naprej. Napihnjenost pa lahko povzročajo tudi stročnice, kot so na primer leča, grah, čičerika, bob in pa škrobnata živila, kot so na primer krompir, koruza, testenine. Najdemo ogljikove hidrate pa tudi v temnem pivu, alkoholnih pijačah, kofeinu in pa kavi. No in to napihnjenost zaradi stročnic, leča, bob, čičerika sva midva opazila tudi na veganskem izzivu. Beljakovine potrebujemo za vse naše celice v telesu. Za rast, za mišice in tako naprej. No pa spet malo teorije. Ker beljakovine, ki jih uživamo v hrani, niso gradniki naših celic, jih mora telo najprej razgraditi na aminokisline, ki potem potujejo po krvi do organov. No, iz aminokislin pa nastanejo tako imenovane človeške beljakovine.
Prebava beljakovin se sicer prične v želodcu, kjer v bistvu to kislo okolje in pa encim pepsin razgradita beljakovine na manjše enote. No, prebava se pa potem nadaljuje v tankem črevesju. So pa določene beljakovine precej bolj odporne in zato povzročajo napihnjenost. In ena izmed takih beljakovin je na primer gluten, ki je trenutno zelo v modi. Gluten je beljakovina, ki jo najdemo v pšenici in pa drugih žitih. Ima to neželeno lastnost, da je precej lepljiv in se zato prijema na resice tanke črevesja, in te resice se zato potem poškodujejo in niso več tako učinkovite. Bolezen, kjer telo ne more prebavljati glutena, se imenuje celiakija. Bolezen je sicer zelo redka, lahko pa gluten povzroča intoleranco in pa tudi napihnjenost. Tudi maščobe so v telesu zelo pomembne. Lahko predstavljajo glavni vir energije, kot recimo na keto dieti, pojavljajo pa se v več oblikah. Najbolj znani so trigliceridi in pa recimo holesterol. No, v besedi holesterol marsikdo pomisli na nekaj slabega, ampak holesterol je v telesu nujno potreben, iz njega namreč nastajajo tudi hormoni. Maščobe so podobno kot ostali elementi zgrajeni iz manjših enot, imenujejo se maščobne kisline. In tu se srečamo s pojmom nasičene in pa nenasičene maščobe, pri čemer je večina maščob živalskega izvora nasičenih, na drugi strani pa je večina rastlinskih maščob nenasičenih. In primer nasičene rastlinske maščobe sta na primer kokosova mast in pa palmovo olje. Ti dve surovini zato dostikrat uporabljajo v prehrambeni industriji. Zakaj? Zato, da izboljšajo okus, ampak nista zdravi. Napihnjenost povzročajo koncentrirane maščobe, se pravi ocvrta hrana, maščobe v mleku, maščobe v mlečnih izdelkih. Če je teh maščob v enem obroku preveč, se ne morejo v celoti prebaviti in absorbirati, kar povzroča napihnjenost, vetrove in drisko. Poleg prehranskih vzrokov pa napihnjenost lahko nastane tudi kot posledica delovanja hormonov. Recimo pri nas ženskah pred in med menstruacijo to nihanje hormonov povzroča zastajanje tekočin v telesu, kar seveda vodi v napihnjenost. Problem je lahko tudi v pretežno sedečem življenjskem slogu. Dolgotrajno sedenje namreč upočasni praznjenje želodca in podvajanje blata. Poleg tega pa zaradi pomanjkanja časa prehitro jemo, hrano slabo prežvečimo in tako pride v želodec hrana slabše predelana. In ker je slabše predelana, morajo encimi toliko več delati. In to spet ustvarja pline v črevesju, ki vplivajo na napihnjenost in pa vetrove. No, ta občutek napihnjenosti in tiščanja pa povzročajo tudi preobilni obroki, surova ali pa slabo kuhana hrana, preveč kisline v želodcu, pa tudi kakšen gastritis. No, negativno pa na prebavo v želodcu vpliva tudi psihični stres. Vzrok za napihnjenost in vetrove pa je lahko tudi kakšna alergija oziroma intoleranca na hrano. In kaj zdaj lahko naredite proti napihnjenosti sami? Z zdravim načinom življenja in pa spremembo prehrane jo lahko ublažite in marsikdaj tudi odpravite. Ker pa se ljudje na različne ukrepe tudi različno odzivamo, ni nujno, da bo vsem pomagal isti ukrep. Nekakšni splošni napotki za odpravljanje napihnjenosti pa so naslednji. Hrano vedno dobro prežvečite. To bo pomagalo tudi vsem encimom, da sodelujejo v prebavi. Jejte manjše obroke, med obroki pijte dovolj tekočine. Tekočina namreč pomaga želodcu, da se lažje sprazni. Ampak ne piti premrzlih oziroma prevročih pijač, ker te želodec krčijo. Če sumite na laktozno intoleranco, lahko za 10 do 14 dni iz prehrane odstranite vse mlečne izdelke in spremljate, če so kakšne spremembe v počutju. Zmanjšajte tudi vnos alkohola in kofeina in gazirane pijače nadomestite z vodo. Pomaga lahko tudi uživanje ingverja, kakšnih zeliščnih čajev, na primer iz komarčka, janeža, kumine, mete. Pomaga pa tudi laneno seme, probiotični jogurti, med, cimet, koromač in pa kakšni zelenjavni sokovi, recimo narejeni špinače, kumar ali pa kakšne druge zelene zelenjave. Vsaj 3 ure pred spanjem pa tudi ne jesti. Izogibajte se ocvrti prehrani, izogibajte se sladkarijam. Tale naslednja bo pa še posebej težka. V obdobju prazničnih pojedin ne pretiravati s prilogo, dovolj je samo glavna jed. Naslednji možen ukrep pa je prenehanje kajenja. Kajenje namreč povečuje količino nenamerno pogoltnjenega zraka, kar vpliva tudi na napihnjenost. No, bodite pa tudi telesno aktivni, izogibajte se stresnim okoliščinam in pa žvečenju žvečilnega gumija. Meni pa je na primer proti napihnjenosti pomagalo najbolj to, da sem v veliki večini svoje prehrane odstranila ogljikove hidrate in pa da pijem precej več vode, kakor sem jo včasih. Zdaj, ko veste, kateri so vsi ukrepi, ki jih lahko storite sami, da pač ublažite ali pa odpravite napihnjenost, nama stisnite like.
Če mi je video všeč, se tudi naročite na najen kanal, pa delite ta video s kom, ki mislite, da ga matra napihnjenost. Midva se zdaj vračava v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau!